Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Prosite Boga za vse, kar želite, in mu tako zaupajte, da vam bo on dal vse, kar potrebujete. Prav, sedaj bom govorila o nekaterih splošnih strahovih, s katerimi se spopadajo ljudje. Ste pripravljeni? Mislim, da je prav ta strah precej velik. Strah me je, da ne bom dobila tega, kar hočem. Molila sem, da imam še rezervni načrt. In imam tudi rezervni načrt, če spodledi prvi rezervni načrt. In potem, ker me je strah, da se stvari ne bi odvijale tako, kot bi jaz želela, sem pripravljena zmanipulirati nekatere okoliščine ljudi in tako dobiti to, kar hočem. No, to samo v primeru, da Bog ne bi videl mojih namenov. Dajte, no, ali kdo danes v tej dvorani? Vse to nam povzroča probleme. Jakob 4:1-2 sprašuje, odkot prihajajo prepiri, razprtije, vojne in boji, odkot prihaja prepirljivost. On odgovarja, da vse to prihaja od poželjenj, ki se bojujejo v naših udih. On pravi, da ves nemir v življenju nastane zaradi naših želja. Jakob 4:2. Zavidate in si poželite tuje imetje, vendar ostanejo vaše želje prazne in neizpolnjene, tako da postanete morilci, kajti sovražiti pomeni moriti, če se le vaše srce tega zaveda. Na to se ta stvar nadaljuje in vi še naprej ne prejmete tega, kar hočete. In zvišen odgovor je, da niste dobili, zato ker ne prosite. To je sedaj načrt. Prosite Boga za vse, kar želite, in tako zaupajte, da vam bo on dal to, kar potrebujete. Dajte, no, prosite Boga za to, kar želite, in mu zaupate, da vam on da vse, kar potrebujete. Mogoče bi bilo boljše, da gremo od osebe do osebe in vsakemu to v obraz povem. Kaj pa o novem načinu molitve? Bog nikar mi ne daje takšne stvari, ki niso najboljše zame in sem te zanje prosila. Ampak to ni najboljša stvar za rast tvojega kraljestva. Veste zakaj? Ker se že predobro zavedam, da lahko prosim za stvari, ki se ne bi dobro odnesle in mi ne bi koristile. A ni tako? Mi lahko vedno prosimo za brez težav, za mir, da ne bi imeli nikoli problemov, da bi le napredovali, da bi nam bilo vedno udobno in lepo. Kaj pa, če bi začeli moliti tako, Gospod, zgodi se tvoja volja? No, drugi najbolj pogost strah je strah pred neuspehom. Strah pred tem, da nismo popolni. Wow. Veste, kaj vam povem? Mi vsi si želimo nekaj odličnosti, perfektnosti. Vendar so nekateri ljudje, ki si to zelo, zelo želijo. Za takšne ljudi je zares težko, da bi bili srečni, kajti nihče ne more biti vesel, če ni zadovoljen sam s seboj. Amen. Ne morete biti srečni, če niste zadovoljni s seboj. Samo na način ste lahko zadovoljni sami s seboj, da sprejmete določeno nepopolnost na sebi in da se sprijaznite, da boste vedno imeli določeno nepopolnost. Poglejte me, dovolite, da vam nekaj povem. Vedno boste naredili kakšno napako. Veste kaj? Če zares želite gospodovati hudiču, ne zapravite niti enega dneva več, da bi se počutili krivi zaradi svojih preteklih dejanj. Če zapravite 5 minut svojega življenja, da se nespodobno obnašate, kot piše v Svetem pismu, torej, da se grdo obnašate, če zapravite le 5 minut svojega življenja, da se nespodobno obnašate, tako da ne pokažete sadov duha, in potem zapravite naslednjih 5 minut, ko se čutite obsojeni zaradi prejšnjih 5 minut, potem ste zapravili 10 minut svojega življenja. Zakaj ne bi raje porabili zadnjih 5 minut za to, da bi od Boga prejeli odpuščanje in se tako otresli prejšnjih stvari in greste naprej? To je tisto, kar evangelij imenuje dobra, vesela novica. To ni slaba novica, to je res veselo sporočilo. Ne čudim se, če nekateri ljudje ne želijo iti v cerkev in da tam med molitvijo zaspijo, če slišijo samo kritike in kako so oni slabi.
O, Bog, beden grešnik sem. Kakšen grešnik sem. Pavel je to izrekel. Jaz nesrečnež, kdo me bo rešil telesa, te smrti. Hvala Bogu, kaj ti uspel je po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Vidite, to je tako dobro, da je težko verjeti, a ne? Napravili boste napako. Spominjam se, ko mi je Bog rekel, zakaj ne dovoliš sebi, da bi bila človek? Dajte no, vi niste Sveti Duh junior, niti nisem jaz. Ali veste, da Sveto pismo pravi, da je vsakemu izmed nas Bog dodelil nekatere slabosti? Veste zakaj? To je edini način, da se bomo naslonili na Jezusa. Naj vam nekaj povem, če bi vsak izmed nas lahko vse storil, nas danes ne bi bilo tukaj. Kakor hitro se boste sprijaznili s svojo nepopolnostjo, se boste osvobodili strahu pred neuspehom. Dajte no, koliko perfekcionistov je danes tukaj med nami? No, današnji nagovor vam bo koristil. Dajte, naj ponovim, kakor hitro se boste sprijaznili s svojo nepopolnostjo, se boste osvobodili od toliko stvari. Sedaj, nekateri ljudje morda mislijo, da ljudem dajem dovoljenje, da bi grešili. Saj se ne trudite za izgovor, da bi lahko grešili. Danes ne bi prišli sem, če bi bil to vaš razlog. Ni mi treba govoriti na način, kot da ste vi majhni otroci, ki samo gledajo, da bi izmaknili posodo polno sladkarij, ko mama obrne hrbet. Vi želite delati to, kar je prav. In ko vam dopovedujem, da vam ni potrebno trpeti zaradi strahu nepopolnosti, vas to ne bo navdajalo z napačnim, da bi delali napačna dejanja, kajti vse to se skriva v vašem srcu. Mislim, da bolj, ko se zavedamo, da nas Bog ljubi, bolj, ko zrajemo njegovo božanstvo, bolj bomo želeli delati to, kar je prav in kar je dobro, in to početi s pravim namenom. Vsak dan vstanem in se trudim za to, da delam, kar je prav, kajti ljubim Boga in dobra novica je naslednja. Ko sem v neredu, me Bog še vedno ljubi, vse se odvija na ravni osebnega odnosa. In Jezus ni umrl zato, da bi mi imeli religijo, ampak je umrl zato, da imamo lahko oseben odnos z njim. Veste kaj, nikoli ne boste zgrešili, dokler ne poskušate. Nikoli ne boste padli, če ne poskušate. Podobno je rekel John Maxwell. Padete lahko samo naprej. Iz svojih napak se naučite in tako padete naprej. Všeč mi je, kar Bog pravi po preroku Jeremijo 1:4-5. Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Ko Bog reče, da te pozna, to ne pomeni kot kakšno bežno poznanstvo. Spoznal sem te in vnaprej določil. Dajte no, nekdo bi se moral tega veseliti. Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te vnaprej določil za izbrano orodje. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil in te postavil za preroka narodom. Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal in te posvetil. Preden je prerok Jeremija grešil, ga je Bog že poznal in on je zagotovo vedel, da bom grešil. V Svetem pismu so čudovite osebnosti, pa so vendarle grešili. Vsi so delali napake. Mislim, da ima Bog... Menim, da ima Bog rad ljudi, ki imajo pogum. Ne bojte se. Naj vas ne bo strah, ne bodite bojazljivi, plašni in se nikar ne skrivate v ozadju. V molitvah bodite drzni, ne pa domišljavi. Nikoli ne pristopajmo k Bogu brez strahu spoštovanja, vendar pa moramo biti drzni pred Božjim obličjem. Nikar ne recite Bogu, če mi boš napravil samo še to eno majhno stvar.
Če mi boš le odpustil, jaz ne maram besedice le. Veste, zakaj? To je komaj dovolj, da priležeš skozi. O, Bog, če bi mi le pomagal. Ne, Bog, izli name svojo moč. Izli name, pomagaj mi v težkih trenutkih, tega nisem vredna, vendar se ti pokaže močnega skozi mojo slabost. Dajte no. Peter in vsi drugi apostoli so bili v čolnu. In mislim, da ni noben govoril več kot Peter. Prišel je v težave takoj, ko se je obrnil okrog, kajti Peter mi je všeč, mislim, da sva si vidva kot z ramo ob rami. Ali pridete v težave takoj, ko se obrnete okrog in odprete svoja usta? Veste kaj? Verjamem, da je Bog lahko uporabil Petra, ker on imel veliko poguma. Peter je bil edini, ki je stopil iz čolna in je hodil po vodi. Ni sicer hodil dolgo časa, vendar je hodil po vodi. In potem se je začel potapljati, no? Nekateri bi samo govorili o tem, kako se on potapljal. Ne bom govorila o tem, vendar je hodil po vodi. Dobro, seveda, začel se potapljati, vendar je hodil po vodi. Ja, ampak se je potapljal, ampak je hodil po vodi. Mislim, na svetu boste vedno srečali godrnjače, ki bodo hoteli govoriti le o tem, kdaj ste se vi potapljali. Vendar pa Jezus hoče govoriti o teh nekaj trenutkov vašega življenja, ko ste hodili po vodi. V svojem življenju sem imela veliko nereda in velikokrat sem zamočila, vendar sem imela tudi nekaj zmag. Zopet drugič se pojavi strah, drugi tip bojazni, o kateri si niti ne upamo misliti. To je strah pred tem, da ne delamo dovolj. Slišala sem, da je nekdo rekel, Napravili smo anketo o tem, kaj bi ljudje radi vprašali Jezusa, če bi ga srečali in se z njim sedli in se pogovarjali. Veste, kaj je bilo najpogostejše vprašanje? Rad bi, da mi Bog pove, če sem naredil dovolj. Kdo izmed vas že ve odgovor, ne da bi na dolgo in široko razlagali? Vidite, saj vi veste. Imamo tisto delovno navado, tisti razum, ki nam pravi, da moramo delati več in več in več. Ali sem dovolj prebrala Sveto pismo, ali sem dovolj časa molila, ali sem naredila dovolj dobrih del. Hočem vas videti svobodne. Nehajte s tem seštevanjem. Prišli boste do tja. Končajte seštevanjem. Vsako jutro molim 2 uri. Slavimo Gospoda. No, sestra Joyce, kako dolgo pa ti moliš? Ne vem, pa tudi če bi vedela, ti ne bi povedala. Veste zakaj? Ker se nočem primerjati z nikomer drugim. Tako se osvobodimo tudi te pošasti. Molim tako dolgo, dokler nisem gotova. In nekateri dnevi nikoli niso dokončani. Amen. Vidite, tako lahko začnemo. Tako reče on, privezan v pristanišču. Vse poteka po nekih določilih in pravilih. Preko slepo Bog hoče, da se osvobodite in se podate med valove oceana in dovolite, da vas Sveti Duh vodi, kdaj, kako dolgo, kam, kaj, zakaj in kako. Rimljanom 8:15, kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji sinovi, saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo Aba, Oče. Oče. Janez 6:28-29. Če vam do sedaj ni še nič pomagalo, vam bo mogoče to. Tedaj so mu rekli, kaj naj storimo? To je kot naučeno za nas. Tedaj so mu rekli, kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela? Kaj naj storimo? Bog, kaj hočeš od mene, da storim?
Dajte, no, kolikokrat ste to besedo izgovorili v preteklem tednu? Bog, kaj hočeš, da naj naredim? Bog, kaj hočeš od mene? Mislim, da nam na naša ramena pride majhen hudiček in sedi tam. Vsak izmed nas ima svojega. On sedi tam in pravi, kaj pa boš naredil, kaj pa boš naredil, kaj pa boš naredil, kaj pa boš naredil. To je edina stvar, ki jo ve, da vam govorila na uho, kaj boš naredil, kaj boš naredil. No to gremo z nekom na kosilo in upamo, da nas bo drugi spodbudil. On pa reče, da je slišal o mojem problemu. Kaj boš pa sedaj naredil? In mi ne vemo, kaj bi storili. Ampak Gospod ve, mislim, da ne bi smeli reči, nimam pojma, želimo najti kakšen izhod. Kaj naj storimo, da izpolnimo, kar Bog zahteva? Jezus je odgovoril in jim rekel, Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je On poslal, in se nam naslonite, da mu zaupate, se nam zanesete in imate vero v njegovega poslanca. Mi pa vsi čakamo še na en. Dajte no. In? Kaj drugega bi še morali storiti? Nič drugega ni potrebno. Verjemite mi. Vera, verujte. Vera vključuje tudi pokorščino. Ko Mojzes ni bil pokoren Bogu, mu je Bog rekel, nisi veroval vame, da bi me slavil pred ljudmi. Ni storil tega, kar mu je Bog naročil, Bog pa mu je rekel, nisi veroval vame. Poslušajte sedaj, kaj vam bom povedala. Ko zares verjamemo Bogu in mu zaupamo, je to naravni potek takšen, da želimo storiti, kar nam Bog naroča. Vendar, če mi hočemo storiti to, kar Bog nam naroča, vendar, če mi On ne daje nobene naloge, potem se mi ni treba kar nekaj izmisliti. Verujemo. Ljudje se večkrat srečujejo z naslednjim strahom in to je bojazen pred sočlovekom. Bog je na moji strani, kaj mi mora storiti človek? No, mogoče te ne marajo. Vendar boš verjetno preživel to. Mogoče bodo govorili neprijetne stvari o tebi, vendar ti verjetno tega ne bo nihče povedal. No, mogoče pa ti bo kdo povedal. Apostolska dela 5:29. Peter in apostoli pa so odgovorili z besedami, Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem. Dajte no. Ne dopustite, da bi zaradi ugajanja ljudem zapravili to, kar vam je namenjeno. Veste, dopustite, da vam rečem na tako enostaven način, če čutite, da bi nekaj morali storiti, in se temu odpoveste samo zato, da bi nekomu ugajali, potem vam ta oseba ni zares naklonjena, da bi z njo lahko sodelovali. Ljudje, ki vas ljubijo, vam želijo vašo izpolnjenost. Želijo, da bi sledili svojemu srcu. Ne bodo z vami manipulirali in vas nadzorovali, da bi zadovoljili svoje namere. Pavel pravi v pismu Galačanom 1:10. Koga si namreč skušam pridobiti na svojo stran, ljudi ali Boga, si mar prizadevam, da bi ugajal ljudem? Ko bi še hotel ugajati ljudem, bi bil Kristusov služabnik, ki je Mesija. Pravi, če bi hotel ugajati ljudem, ne bi bil več apostol. Všeč mi je Janezov evangelij 12:42, vendar so tudi mnogi izmed voditeljev in plemičev začeli verovati vanj, toda zaradi farizejev tega niso priznavali, da jih ne bi izobčili iz shodnice. Poglejte to, strah jih je bilo. Bolj so namreč ljubili človeško slavo, kot pa Božjo slavo.
Spoštovali so svoje dobro ime pred ljudmi, namesto da bi spoštovali Boga. Ali vas bolj skrbi vaš ugled tukaj na zemlji, ali pa si prizadevate ustvariti ugled v nebesih? Vsi mi bomo stopili pred Božje obličje in dali račun svojega življenja. Rimljanom 14:12. Vsak človek bo dal račun o sebi. Bog nas ne bo vprašal za nobenega drugega. On vas ne bo vprašal za druge. Vprašal bo za vas. Zaradi tega je za vas pomembna vera v Boga in kaj vas On prosi, da storite, ali komu slediti z vsem srcem. Ne zapravite tega, kar ima Bog za vas pripravljeno, samo da bi vi osrečili nekoga drugega. Kološanom 3:23. Karkoli že delate, delate iz srca, kot da delate za Gospoda in ne za ljudi. Veste, mnogi izmed vas sovražite svojo službo. Vem za to, kajti 70% ljudi sovraži svojo službo. Mnogo vzrokov leži v tem, ker ljudje ne delajo s pravim namenom. Veliko lažje sprejmeš delo, če se v umu odločiš, da boš s svojim prizadevanjem služil Bogu, kot pa ljudem. Verjetno ne bo to stalna služba ali nepremakljiva služba do konca vašega življenja, vendar medtem, ko si tam, še vedno lahko imaš dobro držo, kajti če imaš slabo držo, vas to naredi še bolj bedne. Zaveste, da boste po vračilu prejeli dediščino od Gospoda in ne od ljudi. Prejeli boste povračilo, ki ste si ga v resnici zaslužili. Zdaj vam želim omeniti še nekaj stvari. Strah pred pomanjkanjem. Kaj, če ne bom imel zadosti? Strah pred osamljenostjo. Kaj, če bom na koncu sam? Vi niste nikoli sami. Nikoli niste sami. Strah, da vas ne bodo sprejeli. Sveto pismo pravi, da vas bodo zametovali. Niste to vi, ki vas ne sprejmejo, ampak ne sprejmejo Jezusa. Luka 10:16. Kdor posluša vas, mene posluša, in kdor zavrača vas, mene zavrača. Kdor pa mene zavrača, zavrača tistega, ki me je poslal. Strah pred zapuščenostjo. Strah pred smrtjo. Nikoli nas ne bi smelo biti strah pred smrtjo. Ne vem, mogoče kdo, ki sedaj gleda to oddajo po televiziji in so mu povedali, da ima neozdravljivo bolezen. Naj vam nekaj povem, ni potrebno, da bi vas bilo strah. Nikoli ne boste zares umrli, zapustili boste to zemljo in odšli nekam drugam. Ni potrebno skrbeti glede smrti, vsi mi bomo umrli nekoč. Skrbeti bi vas moralo, kje boste končali. Skrbi vas lahko samo tisto, ko ne boste več tukaj. Zagotovite si, da boste stopili skozi prava vrata, ko boste zapuščali planet Zemljo. Amen. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Verujte in zaupajte v Boga ter bodite od njega odvisni. Tudi vame verujte in zaupajte in bodite od mene odvisni. Hiši mojega očeta je veliko bivališč, če ne bi bilo tako, bi vam rekel, odhajam, da vam prostor pripravim. Da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Ko odidem, bom spet prišel in vas vzel k sebi. Amen. Poslušajte, Jezus mi pripravlja hišo. Ko bom prišla tja, povedala sem mu, da želim veliko hišo, ki bo se sijala.
Strah ni od Boga. Če se zavedamo, da nas ima Bog brezpogojno rad, vam bo to tudi podarilo pogum, da se soočite s strahom in živite zmagovalno življenje. Zapomnite si, da je rekel, nikoli vas ne bom zapustil ali pozabil. Torej ni česar takšnega, česar. Predvajana oddaja je bila plačana s pomočjo prijateljev in partnerjev organizacije Joyce Meyer Ministries.